Dajmo, še mal. In evo, tukaj se pa ostal in brez skrbi nisem prehiter, ker gre tale kombi samo 123 km/h. Piše v tehničnih, ostale očitno napaka števca. Volvo zaradi varnosti zmanjšuje hitrost svojih modelov na 180 km/h, nisem pa je 123 očitno daleč pred njimi. Ok, moram zmanjšati, ker mi bo sicer zmanjkalo elektrike. To je Nissan ENV200, mali kombi, ki je star že v osnovi 10 let, ampak ni bil deležen še kaj dosti popravkov. Od leta 2014 je na voljo tudi kot ENV200, torej električen, leta 2018 pa je dobil še večjo baterijo, 40 kWh, torej ima enako kot Leaf. V 10 evropskih državah je kar velika prodajna uspešnica. V 6 letih so jih prodali že več kot 20 000. Ena njegovih prednosti je vsekakor velikost, oziroma majhnost. 4,5 metra meri v dolžino, manj kot 1,8 metra je širok, za primerjavo to je malenkost daljše in ožje od berlingota. Zato je v mestu precej okreten, kot kakšen osebni avto. In van gre 7 potnikov, če nimajo veliko prtljage, jasno. Ravno v mestu in bližnjem okolju se najbolj znajde. Tovorni recimo za pošto in obrtnike, ki večinoma letajo blizu svoje pisarne, takšen potniški pa recimo za prevoz šolarjev ali potnikov po mestu in okolici. Ful dober bi bil za taksi, brez izpustov, okreten, prostoren. V tem primeru bo baterija zdržala kakšnih 200 km. Na avtocesti pa je zgodba drugačna. Relacija Kranj, Ljubljana in nazaj, pa še enkrat proti Ljubljani in sem bil že pošteno nervozen, sem ugasnil klimo, vključil tale način eko, se peljal 100 km/h in komaj privlekel na cilj. Ja, doseg je na avtocesti samo okoli 150 km. No, notranjost. Tukaj se najbolj vidijo leta. Plastika je trda, položaj za volanom je malo hecen, ker je tale obroč toliko položen in obroč je nastavljiv samo po višini. Ogromen zaslon dotik je nekaj, za kar ta avto še ni slišal, tudi smerniki ne znajo trikrat utripati, ampak je treba tole ročico vedno pomakniti do konca, pa sovozniku je treba povedati, da je tale ročna moja, čeprav je zraven njegovega kolena. Ok, odlagališče je sicer kar nekaj in čeprav tukaj mobilnik takle velik sploh ne paše več, pa še ful drsi, ga lahko vsaj postavim semle. Tale ročka je pa huda, ni kot v kakšnem avionu. Pa izključim lahko ESP med vožnjo kar z nogo, če se takole naprej pomaknem v stav. No, tole na drugi klopi je prostor po kombijevsko kar konkretno odmerjan, domiselna in uporabna pa sta ta dva stola. Takole sta zložena, če jo ne rabite, in vmes potem je kar nekaj prostora za prtljago, ali pa jo spustite. Gre čisto simpel, še nogo in potem dobite udoben sedežnik za vse potnike, edin prtljage potem ne morate veliko perati. Tukaj malo prostora ostane. Da v osnovi avto precej star se vidi tudi po voznih lastnostih. Občutek na volanu je precej anemičen, predvsem pa je mnogo slabše kot pri novih podvozje. NV200 je trd in pretresa za vsako figo, skoraj kot kakšen športni avto je. V znaki piše, da je komfort, ampak ne vem, kaj so gledali. Opreme najbrž tudi ne, čeprav imam tudi vzvratno kamero, ki pa je postavljena tako nerodno, da ne vidim, kje delati za vozilo, pa še kle med merilniki, tako da je malo nerodno. No, če vas že skrbi, ker ima samo 80 kW moči oziroma 109 konjev, je dovolj živahen in mestno prožen, tako da težav ne bo. Baterijo lahko polnite na hitri polnilnici, kjer bo 80% polna v manj kot 1 uri, na izmeničnem toku pa z do 6,6 kW, torej okoli 7 ur, da bo polna. Moram priznati, da mi je ta kombi oblikovno precej simpatičen, odkar je zapeljal na ceste. Ni lep, ampak zanimiv. In moram priznati, da tudi uživam v vožnji, čeprav po vseh modernih standardih dejansko ne bi smel. Problem je edin cena. 38 jurjev stane, pa še to v posebni akciji, torej je precej drag. Ok, še 6 jurjev je potem za odšteti subvencije, ampak vseeno, morate imeti res specifične potrebe, da rabite točno takšen minikombi. No, potem bo pa odličen. Ampak sej, če sem čist pošten, tudi izbire ni glih velika, ne? A je sploh še kakšen? Aha, Kangoo Express. Samo manjšo baterijo.